Stranska studija 136, to so vesti. Izvoljen je bil prvi temnopolti župan v vzhodnji Evropi. Vsi Slovenci smo ponosni, ker smo postali prvi v tej kategoriji. Žal nam je samo, ker bo to trajalo cela 4 leta. Govori nedeljsko izvoljeni župan Pirana Peter Bosman. Ali je Bosman? Bosman. Dialog je zmagal. Jaz sem vse skozi hodil po vaseh, Portorož, Lucija, Strunjan, Piran, in jaz sem govoril samo o dialogu. Da to je v bistvu osnovno demokracije. In jaz mislim, da ljudje so danes to gradili. Ne? O slavi demokracije je poročal cel svet. BBC, CNN, pa tudi velecenjena Naked News. Gansko rojen dr. Peter Bosman je bil izvoljen kot prvi črnski župan v Sloveniji. Zabeležil je vitko zmago nad sedanjim majorjem mesta Piran z 51,4% glasov. Izvoljeni Bosman, član levo nagibajočih se socialnih demokratov, zapisuje s kredo svojo zmago prebivalcem, ki niso gledali na barvo kože. We have a bro in the house. But we can't stand broads in the house. Govori Tanja Salicel iz Urada za enake možnosti. 23% mestnih in občinskih svetnic, manj kakor 5% župan in 9 občin brez občinskih svetnic. To so trenutni neuradni podatki, ki smo jih pač mi s pomočjo kolegic analizirali. In če si postavimo vprašanje, ali smo s takšnim rezultatom zadovoljni, je odgovor ne. Stranke na prvi 2 mesti postavijo moška kandidata, na 3. mestu žensko in takšna postavitev je bila na letošnjih volitvah še zakonita, na naslednjih volitvah ne bo več, na naslednjih volitvah, kot sem rekla, bo že veljala tako imenovana zadrga. Osebno se mi zdi sistem zadrge v primeru volitev župana totalno bullshit. Pač zakaj bi mogli imeti enako število žensk in moških v politiki? Why the fuck? Pač boljši, slabši. Who gives a fuck, kjer ga spola je. Ta teden so poslanci obravnavali 3 zakone, ki kličejo k referendumu. Pa začnimo pri zakonu o javni hiši, za katerega zahteva referendum skoraj celotna opozicija. Govori Aleksandar Zorn, SDS. Najavljamo referendum o zakonu o RTV Sloveniji. Ministrica za kulturo Majdo Širco. Referendum je potreben takrat, kadar dvomimo, da je zakon primeren. In druga stvar, sprememba zavoda RTV bo tako veliko stala. Vsaka nova pogodba, vsak nov način dela, vsako pogajanje, vsako odpuščanje, ki ga bo ogromno, vsako premeščanje del ljudi, ki to postalo tako veliko, da bo požrlo ogromen del naročnine in po mojih ocenah bo to mnogo več, kolikor stane referendum. Demokracija ni draga, temveč je predvsem zelo dragocena. In način, kako jo lahko upravljajo politiki, pa je lahko drag. Res je, referendum je pomemben inštrument demokracije, a hkrati se velja zavedati tudi, v kakšnih časih živimo. Tele referendumi ne, to bi se dali zdaj posodobiti. Konec koncev imamo Facebook, imamo internet, dajmo lepo gor in se odločimo na podlagi lajkov. Ja. Kolikrat je kdo kaj lajkov, to pač, veš. Ja. Pa unika nimajo Facebooka. Ja, unile se pa... Ja, jaz se strinjam s tabo, Ajda. Širca odgovarja tudi na očitke o komercializaciji RTV-ja. Se je na sedanjo komercializacijo RTV Slovenija opozarjalo že v preteklosti. Tako člani programskega sveta RTV Slovenija do nedavne sestavi so pa tudi ugledne osebnosti, pa tudi Nacionalni svet za kulturo. Vsi so opozarjali na problem zdajšnje komercializacije RTV Slovenija. Mi smo naredili vse, da bi javna RTV Slovenija postala dejansko javna. Vemo, da je s prejšnjim zakonom
padala gledanost RTV Slovenija in da je padel tudi njen ugled. In verjemite, v dolgem, ne kratkem času, ne čez noč in ne z eno roko, smo si zelo prizadevali, da bi se ta ugled vrnil in da bi RTV Slovenija pridobila take okvire in možnosti dela, ki bi skrbeli za njen razvoj in za njen dober program. Predvsem pa program v interesu javnosti. In še drugi predlog za referendum. Ta teden so poslanci sprejeli tudi zakon o malem delu. Podpise za referendum zbira študentska organizacija Slovenije. Govori Aljoša Krdžič, predsednik ŠOU v Ljubljani. Glede na to, da je bil zakon o malem delu v tretjem branju potrjen, je zdaj nek 8-dnevni rok, da se državni svet odloči, a bo na zakon podal veto. Če veto ne bo podan, bo predsednik države po vsej verjetnosti zakon podpisal, kar je tudi njegova neka ustavna dolžnost. Je pa res, da študentska organizacija Slovenije ob pomoči ŠOU v Ljubljani bo zbirala podpise za referendumsko pobudo. Mogoče smo tukaj interesno na dveh poljih. Ne bomo zbirali podpisov za referendum, ker bi želeli na vsak način pokazati vladi, da nima prav. Podpise bomo zbirali zato, da bi lahko državljani v Republiki Sloveniji odločali o svoji usodi. Vedeti moramo, da zakon o malem delu ne vpliva samo na 115.000 študentov, ampak vpliva tudi na tistih 800.000 aktivnih oseb, se pravi vse zaposlene, ker to so starši teh študentov. Vpliva tudi na upokojence, ki so babice teh študentov in o tem mislim, da je to tak poseg v neko družbeno strukturo, da bi mogli državljani odločati. Predvsem z tega vidika podpiramo referendumsko pobudo. V načelo nasprotnem taboru Mladi Sloveniji podmladku NSI so tokrat na isti strani fronte. Govori Jernej Vrtovec, predsednik MSI. Mladi Slovenije. Yeah. Najbolj bodo prizadeti tisti, ki so že sedaj socialno ogroženi. In s sprejemom zakona o malem delu se bo poslabšal položaj tako mladih, kot njihovih staršev in tudi starih staršev. Zakon bo slabo vplival na položaj celih družin. Vkolikor bi uspeli dobiti delo za vseh 720 ur, bodo na leto zaslužili komaj 2880 evrov, od katerih bodo morali plačati še prispevek za pokojninsko zavarovanje. Res, da minister Svetlik enormno govori tako rekoč o 6000 evrih, ki lahko mladi zaslužijo, a logična matematika nam dejansko pokaže, da temu dejansko ne bo tako. In po tem scenariju bodo tako pri nas lahko študirali samo še otroci najbogatejših ali pa otroci tako imenovanih tajkunov, ki jih je v Sloveniji iz dneva v dan vse več. In še predlog za tretji referendum. Sindikati pa zbirajo podpise za referendum o pokojninski reformi. Izvršni odbor Desusa napoveduje celo upokojitev od koalicije, če ne bo vlada pristala na njihove pogoje. Govori predsednik Desusa Karel Viktor Erjavec. Karel, kako sem ga pogrešala, kva dela on kaj stvari? Ti ful noč se najavi več. Govori tudi, ne? Pa povej, Karel. Meni se neč več najavi na telefon, na Facebook, tudi skoraj neč več ne komentira. Redko lajka. Ja, vedno manj lajka, to je res, to sem res opazila. Izvršni odbor stranke Desus sprejel sklep, da smo proti zamrznitvi pokojnin. Mi od tega sklepa ne bomo odstopili, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh potem z položajem stranke Desus znotraj koalicije. Mi pričakujemo, da se bodo pokojnine usklajevale tako, kot so se v letu 2010, to se pravi polovično usklajevanje pokojnin in to je pravičen prispevek upokojencev k stabilizaciji tako javnih financ, kot tudi k stabilizaciji proračuna. Mi proračuna za 2011-2012 ne bomo podprli in enako velja glede pokojninske reforme. Ob vseh teh napovedanih referendumih nam ostane le star slovenski pregovor. Več glav, več ve. Ali pa? Upam, da ni veliko babic, ki lavodete. In šport. Ko ti lepo še, pa če izgovarjaš.
Če smo že začeli s črncem, pa... Ivan Sruto takole odcil! Bravo! Ivan Sruto! Žal, 2-10. Filemon Trbej! Žal rekorda ni, ampak vseeno en velik aplavz za kenijskega tekmovalca. No, pa imamo nov rekord. Ja, v številu tekačev. Pa tudi v starosti. Govori tekačica, pol maratona 82-letna Helena Žigon. Čestitke obema! Bravo, dami, odlično! Kako vas lahko prepričamo, da se naslednjo leto vrnete? Če bo zdravje dopuščalo, če bom še lahko tekla, ni problema. Pozor! Vsi tisti, ki uporabljate tudi manj napredne elektronske medije, posluh! Obstaja nevarnost, da bi crknil televizor. 1. decembra ob 3 po noči bomo ugasnili analogne oddajnike in od tistega trenutka dalje bodo naši gledalci in gledalci pač ostalih televizij, torej nacionalne televizije, komercialnih televizij, lokalnih televizij, lahko gledali televizijske programe izključno, če bodo predtem nabavili ali nov televizor z vgrajenim digitalnim sprejemnikom ali pa samostojni digitalni pretvornik, ki ga bodo priključili med anteno in svoj obstoječi televizor. Ponovno naj poudarim, da gre samo za gledalce, ki spremljajo programe preko strešne ali sobne antene in da se ta dogodek v ničemer ne nanaša na vse tiste, ki spremljajo televizijske programe preko satelita, preko kabelskih operaterjev ali preko IP televizije. Prave slike, kaj bo to točno pomenilo, moram reči, da vsi skupaj nimamo. Definitivno je pa največ odvisno od nas in in od ponudnikov set-top boxov ali pa prodajalcev televizijskih sprejemnikov po Sloveniji. Tako da bi vas v bistvu tu z tega mesta pozval, da čim prej poskrbite, če ne zaradi drugega, da boste lahko gledali čudovite programe Pop TV in kanala. Hvala lepa. To rešite, ne? Če me on ne pritegne, če on lahko tehnično popoln, če me on ne pritegne z vsebino, ga bom dvakrat zavrtel in pozabil, ker me pač ne zadržite. Kultura! Prejšnji vikend smo si v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pogledali plesno predstavo Rdeči čeveljčki. Plesni projekt Rdeči čeveljčki je nastal v organizaciji Centra za izobraževanje in rehabilitacijo in usposabljanje Vipava ob 10. obletnici delovanja plesne skupine Vrtiljak, ki deluje v našem centru v okviru programa plesno-gibalne terapije. Za ta projekt smo se povezali z plesno skupino Terpsihora iz Šempetra in Vrtojbe in dvema profesionalnima plesalcama M&M Dance Company, ki sta tudi potem sokoreografa predstave. Nastja Bremec in Miha Urinja sta to dva plesalca, ki sta pomagala tako pri koreografiji plesalcev in pri njunih koreografijah in potem pri naših skupnem plesnem gibanju po odru. V predstavi je 50 nastopajočih, to so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, s kombinirano motnjo. Potem so otroci, ki so na invalidskih vozičkov in tisti, ki lahko samostojno hodijo, plesalci iz plesnega centra in pač mi spremljevalci, kot so mentori, ki prav tako nastopamo z njimi na odru. To smo strokovni delavci našega centra, tako da je vse skupaj kar 50 nastopajočih. Še vreme? Ful lep sonce zunaj, pojmo na sonce, na jahtico, malo počekirati. Kva stav dela. Mislim, ne stav kot ljudje, ki so na jahti moji. Iz Ljubljanske studija 136, to so bile vesti. Obstaja nevarnost, da bi crknil televizor.